Tunis, dežela Sahare, palmovih oaz, ostankov starodavnih civilizacij, čudovitih peščenih plaž in mondenih turističnih središč, je bil letos cilj finalnega fototermina za Berni Models 2009. Med več kot 500 prijavljenimi dekleti iz 4 držav smo izbrali 12 finalistk in jih povabili, da z ekipo Berni Models naredijo serijo modnih fotografij, s katerimi se bodo predstavile milanski modni agenciji Major. Ta bo tudi letos izbrala zmagovalko in jo povabila v Milano. Nastanili smo se v hotelu v mondenem turističnem mestu Hammamet. Z delom smo začeli na peščeni plaži pred hotelom, da so se dekleta nemudoma navadila na ekipo in hiter ritem dela, ki ga zahteva naša produkcija. Modni fotograf Dejan Nikolič nam je zvečer pokazal slike in presenečeni smo bili, kako dobro so se odrezale Anja Fošnarič, Sabina Rajh in Tamara Kos. Stilist Matevž Faganel, vizažistka Anja Vodopivec in frizer Smiljan Škarica so že prvi dan dokazali, da sodijo med najboljše na svojem področju. Z avtobusom smo se odpravili na jug proti skoraj 500 km oddaljenemu mestu Dus, ki mu pravijo tudi Vrata v Saharo. Za nekaj minut smo se ustavili še v znamenitem rimskem Koloseju v El Džemu, a se nam je mudilo naprej, saj smo želeli ujeti še nekaj popoldanskega sonca v Sahari. Z Nino Pečovnik, Katjo Zupanič in Tjašo Nedeljko smo počakali na sončni zahod. Ob kruhu, ki so nam ga domačini spekli v pesku, smo doživeli Saharo, kot jo ima le redko kdo priložnost. A smo morali produkcijo kljub temu ponoviti. Nina Rajbar, ki je skrbela za dekleta, je Nives Brauner, Nikolino Pavlinič in Nino Kohne zbudila ob 4 zjutraj. Naš saharski vodič Amar nas je peljal v zapuščeno berbersko vasico na robu puščave, kjer so bili pogoji za fototermin naravnost idealni. Šot El Džerit, slana puščava, velika kot tretjina Slovenije, je bila naša naslednja postaja. Ustavili smo se sredi ničesar, pri temperaturi, ki je daleč presegala 40 stopinj Celzija. Fotografu in stilistu pa je bil kraj tako všeč, da sta se odločila za fototermin, ki ni trajal dolgo. Po 20 minutah smo bili spet v aklimatiziranem avtobusu na poti v Tozer. Tu so dekleta naredila še nekaj posnetkov za hotel, v katerem smo imeli kosilo, nato pa se niso mogle upreti prijaznemu povabilu hotelskega osebja, da se osvežijo v bazenu. Popoldne smo se za nekaj minut ustavili v Kairouanu, 3. največjem svetišču muslimanov, in prelepo ozadje minareta izrabili za nekaj skupinskih fotografij. V bližini glavnega mesta Tunis leži slikovita vasica Sidi Bou Said, znana po belih hišah z modrimi vrati in okni, kjer živijo slikarji in drugi umetniki. Tu so Ivana Pavn, Sandra Đurković in Mateja Švec izrabile priložnost prelepega okolja in posnele nekaj izjemnih fotografij. Dejan Ozimić, mož za vse primere, kot smo mu rekli, je ekipi med množico turistov s težavo izboril prostor za fototermin, pri tem pa je pomagal fotografu, usmerjal odbojnik, nosil oblačila, pa tudi naša dekleta, če jih je bilo treba dvigniti čez ograjo. Kavarnica, kjer so se dekleta preoblačila, pa je dobro zaslužila s pijačami, ki jih je popila naša ekipa. Predzadnji dan je bil namenjen oddihu in nakupovanju v znamenitem bazarju v glavnem mestu Tunis, modernem 2-milijonskem mestu, grajenem po francoskem vzoru. Naša vodička Neja nas je že na avtobusu poučila o tehnikah bazarskega marketinga, zato smo bili na barantanje dobro pripravljeni. Popoldanski izlet v Kartago je bil skoraj obveza in seveda priložnost za nekaj skupinskih fotografij. Zvečer je Bernarda Marovc dekleti v hotelu še zadnjič ponovila koreografijo, ki jo bodo morale znati na superfinalu. Reportažni fotograf Viljem Klemenčič je zadnji dan hitel s pripravo skupinskih posnetkov deklet in ekipe, tako njemu kot snemalcu Dejanu Paski pa je še vedno manjkalo akcije.
Zato so se dekleta morala voziti s padalom, igrati odbojko na mivki, skakati v zrak in v morje, se zakopavati v mivko, skratka vse, kar je bilo potrebno za dobre akcijske posnetke. Šele na letališču v Zagrebu pa smo spoznali, kako hitro je minil finalni fototermin, ki bo v naših spominih ostal za vedno.